tukaj zbrani, gostje časti, lep pozdrav. No, da vas mečkano popravim, naš 33. praznik je tu napisan, sovpada z odločitvijo mestne četrti oziroma krajevne skupnosti Center takrat, da mi praznujemo 19. marec, praznik, ki je bil praznik oziroma tisti dan, ki je ustanovljena Narodna čitalnica v Celju. Drugače, naš praznik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti Center je že 47. po vrsti. Je pač sovpada pa 33. Ja, za nas pomeni nekako, pogledajte, zelo veliko. Prvič, praznik je naš pomemben dan, ker s tem nekako utemeljujemo svoj obstoj in dejavnost vsega tega. Praznik, da imamo praznik na praznik ustanovitve mestne čitalnice oziroma Narodne čitalnice, da tako rečem, v Celju, je pa toliko lepše in boljše za nas, ker s vsakim letom mi obudimo nekako spomin na ta velik dogodek, ki mu mogoče pripisujemo premali pomen, ker to ni samo gojenje čitalništva, ampak tudi bančništva in proslav in nekako vse slovenstva. Ker nekako lahko rečem, Slovenci so v tistih časih bili mečkano pred takratnimi Nemci, oni so vedno odgovarjali na te slovenske prireditve. Zato pač, da utemeljujemo svoj obstoj, smo nekako ponosni, da sovpada naš praznik s tem velikim dogodkom. Tu župan je, tukaj z nami, pokrovitelj, častni je. To je pa nekako v zvezi s prostovoljstvom, prostovoljnim delom. Lahko rečem, da svet mestne četrti predstavljamo samo neki upokojenci, tako povedano. Mlajši, starejši, samo dva sta, ki sta še v aktivni službi. Vsa tista dela na socialnem področju, obiski, ki sem prej omenil, je nekako, bi rekel, obiskujejo in dejavnosti izvršujejo samo starejši ljudi. Tako da imamo mi primer, da nek 85-letnik obiskuje 80-letnika na domu in ga nekako, bi rekel, spodbuja k boljšemu življenju in krati nekako čas. Poskušamo, vse ta medgeneracijsko oziroma prostovoljno delo gospa Ana Špat zelo propagira, mestna občina daje prednost temu, ampak pogledajte, nekako tudi na proslavo, čeprav smo jih vabili, nekako prihajajo samo, bi rekel, naši člani, naši somišljeniki, ki so nekako starejši. Smo spavili, vsi pospali, da nedelja, bilaznik, vse svetnike. Težko bi povedal, veste, ker poskušali smo vse, poskušali smo dobrimi programi, poskušali smo s tem, poskušamo tudi sedaj nekako v, recimo, zaključni del prireditve te 150-letnice imamo v pubu Branibor v Celju, 22. stand-up nekje je, da poskušamo vsaj z mladimi nekako priti v stik na njihovem terenu, njihovem področju, z njihovimi, bi rekel, proslavami in zabavami. Mogoče današnje življenje temu pripomore. Same šole so precej zahtevne, po šoli je nekako študij, ki je tudi zahteven, potem so te družine in nekako ni več tistega pravega časa, mogoče tudi ni več vzgoje v šolah, ki bi bile k temu usmirjene, včasih je le bil pouk mečkano tudi usmirjen v taka prostovoljna dela, z naših časov to vem, sedaj je pač prenatrpan program in mislim, da so naši dijaki in študentje precej zaposleni že s tem, če hočejo biti vsaj uspešni pri svojem obstoju eksistenci. Tako da za ta dela oziroma prebivanje prostega časa, ker pravzaprav dobrovoljno delo je pozitivno vpliva na človeka in če to ne veš, dokler to ne okusiš, je nekako vse zapostavljeno, kot je sedaj pri mladih. Smo povabili tudi cerkev, vaše na Center